Kako ste zadovoljni z letošnjimi festivalskimi prireditvami? Kakšen je obisk? Ja, lahko rečem, da je letošnji obisk prav zares posebno leto je in ljudje radi prihajajo, tako da nekaj let nazaj, seveda, ko je bila težava s boleznijo, je bilo res težko, ampak letos pa lahko rečemo, da se lahko pohvalimo za obiskom, ki ga že dolgo prej ni bilo. Ja, ljudje prihajajo na vse naše prireditve in še posebej zdaj, ko je domača predstava Čevljar baron, je pravzaprav gledališče skoraj do kraja gor polno in se veselimo tega. Seveda mi kot pripravljavci tega programa in pa predstave, kaj šele igralci, ki nastopajo in je res užitek nastopati, ko vidiš, da je polno gledališče. No, ko je gledališče polno, koliko ljudi je? Ja, če je popolnoma do kraja polno, potem je 1000 celo več. Drugače pa tako, v povprečju pa je 800-900 ljudi, kar na vsak večer, na vsaki predstavi. To pa je tudi taka številka, da lahko se samo zahvaljujemo, da je temu tako. Ko sem prihajal, sem opazil, da prihajajo z vseh koncev Slovenije. Res je, in tudi avtobuse, ki pogledaš, od kje vse prihajajo, je to čudovito. Je Maribor, je Koper, je Kranj, je Postojnska in Gorica tudi. Ja, kaj lepšega pa lahko igralci pričakujejo kot to, da je veliko obiskovalcev in da prihajajo iz cele Slovenije. No, rekel ste že, da je sedaj trenutno na sporedu vaša domača komedija. Kako si je naslov? Ta naša komedija je doživela že enkrat svoj čar pred 28 leti tukaj na tem našem odru. To je Čevljar baron. Ja, mislim, da je vredno, da smo jo postavili ponovno na oder. Jaz, ko sem tako prebiral, kaj bi dali leto za naš festival na oder, in ko sem prijel v roke, to se da lepo posodobiti malo in tako naprej, in to sem tudi naredil. In res moram reči, da odziv publike je fantastičen in ljudje uživajo, kaj šele igralci. Kaj se želi sporočiti s to komedijo? Ta komedija je pravzaprav, hoče povedati, da je bilo že včasih težko za tako kot sloj, ki je nekoliko višji, ki je bil baronski sloj oziroma baronski naziv teh ljudi, ki so vladali takrat pravzaprav, in pa tudi obrtniki, ki so se težko preživljali v tistih časih. In včasih, ko sem to pravzaprav nekako bolj temeljito premišljeval, je danes ravno tako, da se nekateri težko preživljajo in drugi pa z lahkoto. In prav to je hotel avtor Karl Han, je hotel ravno to povedati. Na neki strani je hotel, da bi povzdignil čevljarski poklic, ampak mislim, da ni bil to glavni motiv, ampak to, da se ljudje tudi v tej predstavi zabavajo, da se pogledajo v gledalo in da tudi začutijo, kaj je prav in tudi kaj ni prav. Komedija je tudi nekoliko ljubezensko obarvana. Absolutno, seveda, ljubezensko obarvana, in tudi to je dogodek, ki je redko kdaj, čeprav verjetno se je že to v resnici kdaj zgodilo, zagotovo, in tudi to je po resničnem dogodku menda, da je dojilja zamenjala dojenčke oziroma otroka, in tukaj se vsa stvar konča. Potem pa ljubezenska zgodba, seveda, da je pri tem, kjer je bil čevljar, kjer je pač se učil poklica, je bila tudi ena prikupna dekle, ki jo je pač opazil, in potem seveda zaradi nje ni želel niti sprejeti baronskega poklica, čeprav je bil po krvi baron, ampak je rajši ostal čevljar in vzel to Maričko za svojo ženo in jo seveda poročil in živel mirno svoje lepo življenje. Koliko predstav in katere predstave bodo še do konca festivalskega
obdobja? Danes je četrta predstava in potem še sledi jutri, potem pa še 8., 9., 10. in 11. avgust. Tako da bo še kar nekaj predstav, potem pa se zadeva zaključi, kajti festival potem teče naprej in so druge prireditve, ki pač bo treba prostor dati tudi ostalim pač koncertnim dogodkom, tako da bo festival nekako tak, kot mora biti, da bo za vsakogar nekaj. Hvala lepa, se lahko prosim še predstavite? Jaz sem Lojze Stražar, že dolgo tukaj v tem gledališču delam in delamo z veseljem, z ljubeznijo in upam, da bomo še kar nekaj časa, če bo vse po sreči.